vodnem predavanju že 6. cikla Hamletov izleti v matematično vesolje, cikla poljudnih predavanj, na katerih predstavljamo matematiko in njeno vlogo v sodobnem svetu na poljuden način. Letos torej že 6. zapored. Cikl bo kot običajno že nekaj let vseboval 6 predavanj, torej prvo danes, potem pa spet novembra, pa še po eno med januarjem in aprilom. Program je raznolik, začeli bomo z matematiko v športu, potem se bomo ukvarjali z ekonometrijo, z matematiko delovanja spletnih iskalnikov, matematiko v računalništvu, bolj natančno v računalniškem vidu. Pogledali si bomo, kako s pomočjo matematike modeliramo delovanje CP naprave, to davanje pogovorili okrog obveznosti v zvezi s seminarsko nalogo. Tako da toliko na splošnem ciklu. Današnji predavatelj je dr. Boštjan Frerih, nekaj deset od predavateljev. Boštjan je diplomiral na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral potem na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, doktoriral pa na Fakulteti FAMNIT Univerze na Primorskem. Torej, vse 3 univerze je dal skozi na svoji študijski poti. Doktoriral pa je iz matematičnih znanosti. Sedaj je to zaposlen kot asistent, kjer je asistent pri različnih predmetih že od leta 2003. Ukvarja se raziskovalno predvsem s kombinatoriko in algebro, oziroma bolj natančno z algebraično in kombinatorično teorijo grafov. Je odličen pedagog. Leta 2012 je prejel nagrado Sklada za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem. Študenti ga imajo zelo radi in tudi danes verjamem, da bo pripravil odlično predavanje. Boštjan, prosim. Hvala lepa za predstavitev. Lep pozdrav tudi z moje strani. Nič, bomo kar štartali, se pravi, moja tema danes je matematika v športu. Ideja za izbiro te teme, da se je pojavila pri meni, niti ni tako čudna, glede na to, da se ukvarjam z matematiko in glede na to, da sem se skoraj 20 let kar aktivno ukvarjal športom. In če združimo 2 stvari, ki jih imamo radi, potem nastane nekaj, kar se reče matematika v športu. Zdaj, že pred časom, leta nazaj, sem začel razmišljati o tem, kako povezati na nek način matematiko in šport, ampak takrat nekako neke hude ideje nisem imel. Tole predavanje me je pa spodbudilo, da sem se stvari lotil malo bolj študiozno in začel brskati po člankih in dejansko iskati, kje vse v športu se pojavlja matematika, in v prvi vrsti sem hotel seveda sebe prepričati, da matematika dejansko obstaja v športu. No, moj namen v naslednji uri bo pa, da vas vsaj približno prepričam tudi vas, da je nekaj povezave med enim in drugim. Zdaj, sama predstavitev bo nekako izgledala tako, da vam bom pokazal par primerov. To bo en zelo majhen del tega, kje v športu se pojavi matematika. V svojem povzetku sem vam obljubil, da bom skušal navezati tudi, kako pa šport uporabiti recimo pri poučevanju matematike. Zato bom skozi predavanje vam povedal kakšno svojo idejo, kaj dati dijakom oziroma študentom kot neko nalogo, narediti ture bolj zanimive. Zdaj, šport načeloma je kar zanimiva stvar, ki jo večina ljudi ima rada, tako da podobno seveda je z dijaki in študenti. In zadnji del se bo pa nanašal na organiziranje nekega tekmovanja, na tako imenovane turnirje. Ta del sem si pa izbral zato, ker pa dejansko v ozadju stoji nekaj tega, s čim se jaz ukvarjam, in sicer nekaj teorije grafov. Moja prva ideja, ko pomislim na matematiko v ozadju športa, je statistika. Ne vem, kakšna je vaša, ampak to imam že od nekdaj recimo v glavi, da statistika stoji v ozadju športa. V ozadju statistike, se boste najbrž strinjali z mano, pa stoji seveda tudi matematika. Zdaj, kakšen je pomen športne statistike, se pravi, tukaj sem jo malo omejil zdaj na neko športno statistiko, da je zagotovo beleženje podatkov o rezultatih tekem, rangiranje ekip po uspešnosti, primerjava različnih športnikov znotraj istega športa. Potem imamo tu beleženje rekordov. Potem na podlagi statističnih podatkov
lahko celo napovedujemo z neko verjetnostjo seveda rezultate določenih tekem. To pride v poštev tudi, sem dal zraven pri športnih stavah, ki so po eni strani za nas navijače, ki se ne ukvarjamo aktivno več športom, neka zabava, nekim to celo ponudi možnost za zaslužek, za športnike so pa dostikrat celo neko zlo, da ne rečem kaj drugega. Ja, ampak tudi pri športnih stavah pride ta statistika prav. Potem recimo priprava na nasprotnika. Zdaj, če vam povem konkreten primer, jaz sem se ukvarjal z rokometom. Pri rokometu veste, da imate vratarja in moji soigralci, vratarji, kljub temu, da niso bili matematiki, so seveda zbirali podatke o igralcih v ekipah, proti katerim smo igrali in študirali recimo streljanje 7 metrov, kam določen igralec strelja 7 metrov. Zdaj seveda, po zbranih podatkih so naredili si neke tabelce, pogledali vrednosti in ugotovili, aha, ta in ta igralec ima svoj najljubši kot, kamor bo vrgal žogo in ko se je vratar postavil gol, dodal še recimo moment zadnje minute, ko so glave še posebej vroče in to, in z veliko verjetnostjo predvideval, da bo ta strelec seveda streljal v svoj najljubši kot. Zdaj ja, na en stran imamo matematiko, na drugi stran imamo pa konkretno situacijo. Imamo še igralca, ki pa študira vratarja na podoben način. Kje je vratar dober? Dan, kar naprej. Hvala. Kje je vratar dober, zdaj, če je visok, potem lažje brani visoke žoge, bo imel probleme z nizkimi žogami in podobno. Skratka, in potem seveda zdaj od konkretne do konkretne situacije se razlikuje, ali bo statistika pomagala enemu ali drugemu, ampak hočem vam povedati, da kje leži tudi smisel statistike. Dobro, ko je govora o statistiki, mi je všeč tale citat. Citat pravi, statistika je podobna bikiniju, ki veliko odkriva, najvažnejše pa ohrani skrito. Ja, zdaj, če se lotite statistike, preverjanja nekih podatkov, potem je treba se zelo dobro lotiti tega. Če boste vzeli samo delne statistične podatke, potem bo tale teza hitro postala resničnost, pa bom to podkrepil z enim konkretnim primerom. Nogomet, kvalifikacijska tekma med Poljsko in Nemčijo za prihajajoče Evropsko prvenstvo leta 2016. Imamo nekaj statističnih podatkov. Ja? Nekaj najbolj važno manjka, ampak v redu. Recimo, da dobim te podatke, ne vem nič, kakšen je bil rezultat in grem malo pogledati tisto, kar se mi zdi pomembno. Desna stran se nanaša na reprezentanco Nemčije, leva na Poljsko. Nemci so imeli v posest žoge 62%, Poljaki 38%. Nevarni napadi strani Nemcev precej več. Poskusi strela na gol 22 Nemci, 4 Poljaki. Dobro, streli direktno na gol, zdaj večina od teh je sicer šlo mimo gola, ampak vidi se, da je Nemčija igrala zelo napadalen nogomet. Dobro, streli na gol, Nemci 8, Poljaki 3. Zaključene podaje, Nemci so jih imeli 400, uspešne zaključene podaje, 490 skoraj, Poljaki komaj 180. Če dodam zraven še en statistični podatek, da Poljska v 18 uradnih medsebojnih tekmah ni nikoli premagala Nemčije, pogledam to in rečem, gladka zmaga Nemčije. Res? Ni res. Tisti, ki ste dosti podrobno pogledali to statistiko, ste našli tudi najbolj pomemben podatek. 3 streli Poljakov so šli na gol. Nemški vratar je imel eno obrambo. Se pravi, sta 2 žogi končali v mreži. Nemci so streljali direktno na gol 8-krat. Poljski vratar branil vseh 8 žog. Izid 2-0 za Poljsko. Tako da recimo to je en primer tega, da statistika že v redu, ampak jo je treba gledati v celotnem in pravem kontekstu. Dobro, še en primer, kar se tiče statističnih podatkov, primer zadnje tekme Uniona Olimpije proti Partizanu v ABA ligi. Kaj zdaj pomeni statistika pri košarki? Ja, tukaj vidite za igralce Olimpije, kaj vse se beleži na eni tekmi. Ja? Ne bom šel v vseh podrobnosti.
koliko je en igralec preživel minut na parketu, koliko je dosegel točk, potem kako se zračuna procent meta. Aha, prvi primer, kako uporabiti, recimo v šoli se učite odstotke, procente, decimalna števila, ne vem kaj še. Date dijakom neko tako tabelco, seveda s pomanjkljivimi podatki, pejte izpolniti tabelco do konca. Oni se bojo pač malo računali, gledali in tako naprej. Skratka, še enkrat, te primeri so tako, ki meni padejo v glavo zdaj, ali boste vi kdaj uporabili ali ne, je pa druga stvar. Ok, zakaj statistični podatki? Najbrž veste, da skoraj na vsaki tekmi se na koncu izbere najboljši igralec neke ekipe. V košarki je imenovan kot MVP, najbolj koristen igralec. In vprašanje je, po katerem kriteriju, po kakšni statistiki gledati, kdo je najboljši na igrišču. Dobro, mogoče včasih oziroma v večini primerov se pogleda, kdo je dal največ točk na tekmi, pogledamo kolono največ točk, vidimo, Mahkovic, 19 točk, najboljši igralec tekme. Ja, košarka je šport, ki vključuje še kaj drugega kot samo dati koš. Med drugim tudi to, da ga ne dobiš, seveda. In zakaj pa ne bi bil najboljši igralec nekdo, katerega nasprotni igralec mu ni dal nobenega koša? Aha, in potem pridemo seveda do prerekanja, kaj pa zdaj najkoristnejše od tega. In potem so se spomnili, da bi pa lahko dejansko gledali, kdo je najbolj kompleten igralec, tako da vzamete vse statistične podatke, tisti, ki štejejo v plus, bojo tisti, ki so dobri, štejejo v plus, tisti, ki so slabi, štejejo v minus. Ampak vse to je treba nekako uravnotežiti. Zdaj, koliko je vredno to, da nekdo da koš, ali pa da nekdo podali blokado nasprotnemu igralcu. In so prišli do ene vrednosti, ki se ji reče Player Efficiency Rating, in jo vidite v tej tabeli v predzadnji vrstici. Ja? V predzadnjem stolpcu. Ta stolpec naj bi vam pa dal dejansko, kdo je bil najkoristnejši igralec te ekipe na tej tekmi. In če gremo pogledati tega, ki je dal največ točk, ima vrednost 13, tu je še en igralec 13, dva, ki imata celo 16 in eden, ki ima celo 17. In potem izračunu je bil najkoristnejši igralec tekme Rupnik. Kljub temu, da na začetku smo rekli, tisti, ki da veliko točk, bi mogel biti nekako najboljši. Ja, ni nujno. In na ta način je potem tudi lažja primerjava med igralci, ki igrajo različne tekme. Naredi se primerjava lahko za igralce skozi zgodovino in seveda potem imate spet neko rangirno lestvico. Dobro, samo toliko za občutek, če že govorimo o matematiki, kako se zračuna ta vrednost. Najprej se zračuna neka vrednost, ki je neuravnotežena oziroma neprilagojena in potem se jo prilagodi. Skratka, tle od zadaj je cela študija, ampak kaj vam hočem povedati, da si izmisliš eno tako formulo, jaz mislim, da vsaj malo kakšnega matematika imeli prste vmes. Ja? Ker dobro, da bi se ravno na pamet neki, zdaj bomo pa to množili, to odštevali, to seštevali, to je treba nekako imeti občutek, kdaj se bo nekaj pomnožilo z nečem, kdaj se bo nekaj prištelo nekam in jaz verjamem, da je pri tem sodeloval kakšen matematik. Dobro, gremo dalje. Aha, če bi slučajno že vmes bilo kakšno vprašanje, pa to sem odprt, da vam odgovarjam že med predavanjem, sicer pa upam, da se bomo na koncu še kaj pogovorili. Dobro, zdaj, a je statistika vse, kar vam bom danes povedal tukaj? Ne, saj veliko več vam ne bom, ker vam bom samo nekaj primerov dal, ampak vseeno so še druge stvari, ni samo statistika. Dobro, da malo si jaz odpočijem, vam bom zavrtel en posnetek. Lahko bi vam dal celo zaslonski način, ampak se ne bi videlo tako dobro. Prosti strel Roberta Carlosa leta 97. Dobro. Tole še ni bil najboljši posnetek, bodite pozorni na naslednji posnetek.
Dobro, zdaj gledajte let žoge. Ja. V prvem občutku je izgledalo, da bo to šlo vse skupaj predvsem, pa še tle, kot bi brcnil na tribuno gledalcem. A v zadnjem trenutku žoga zavije. Dobro, jaz ne dvomim oziroma vem, da je Roberto Carlos zelo dober nogometaš med najboljšimi na svetu. In da je veliko treninga vloženega v to, da sploh brcne žogo na tak način proti golu. Verjamem pa, da se Roberto Carlos pa ne obada kaj dost z tem, kaj se pa zdaj dogaja v zraku, ko žoga leti in zakaj potem zadnji. On ve, da jo mora spravo strani noge brcniti, se pravi, zadevo je zunanjo stranjo, žoga je dobila določeno rotacijo, vse ostalo pa upravlja v zadju aerodinamika, fizikalne lastnosti in tako dalje. Ja, nogomet, prva tema, prvi primer, oblikovanje različnih žog. Ja? Se pravi, poleg tega, da si dober nogometaš in vse ostalo, je nekaj tudi v tem, na kakšen način so narejene žoge. In tle so bile narejene cele študije pri oblikovanju nogometnih žog, uporaba računske dinamike tekočin, po proučevanju učinka aerodinamike v nogometu s pomočjo numeričnih metod, algoritmov za reševanje in analiziranje problemov, ki vključujejo tokove tekočin, v konkretnem primeru tokov zraka okoli nogometne žoge. Najbrž se bo vsaj kdo našel in bo rekel, pa dobro, saj to je fizika. Ma je fizika, se strinjam z vami, ampak kakor hitro je zraven fizika, me boste težko prepričali, da ni zraven tudi matematike. Fizika brez odvodov, brez diferencialnih enačb, sama zase, pa še česa, seveda sama zase težko obstaja. Dobro, in samo tako na hitro še primer, tukaj imate primer žog, ki so jih pomaga razvijalci narediti od leta 1970 do zadnjega svetovnega prvenstva. Skratka, kako so se oblika žog, materiali, vse skupaj razvijali, če vam samo, dobro, ena velika revolucija je bila narejena tukaj, na začetku so bile te standardne žoge, 5-kotniki, 6-kotniki skupaj zašiti po šivih in vse te stvari vplivajo na let žoge proti golu. Tukaj na tem mestu je bila narejena ena velika revolucija, ko so upustili šive, naredili so manj kosov, iz katerih je bila žoga. Če vas zanima, potem lahko greste si prebrati, kako je ta razvoj potekal, kako so se ukvarjali z oblikovanjem teh žog. To je zadnja najbolj moderna različica. Skratka, en kup eksperimentov, računanja, gledanja, kam gre žoga in tako dalje. Zdaj, tam, ko sem rekel, da je bila največja revolucija, to je bilo leta 2006, svetovno prvenstvo v Nemčiji, se je na podlagi žoge, ki je bila zelo nepredvidljiva in je bila narejena ne samo, če ste na njo dali neko rotacijo, ampak tudi, če ste jo direktno brcnili, je imela takle, da je znala pred golmanom spremeniti smer. In sicer golov je bilo več, gledalci so bili zadovoljni, strelci so bili zadovoljni, vsi smo bili zadovoljni, razen golmani niso bili zadovoljni. Ne moramo biti vsi hkrati. Dobro. Ok. To je bil primer uporabe v nogometu. Atletika. Atletika kot osnova, saj zame za vse ostale športe, težko je najti šport, kjer ne bi bodi si skakal, bodi si nekaj metal, bodi si tekel. Tako da, zato sem si izbral še atletiko, čeprav ni moj najljubši šport. Vprašanje, ki se pojavi, zakaj se na standardnih stadionih Svetovne atletske zveze dosegajo boljši rezultati kot na stadionu, ki ima enako dolžino ravnih delov kot zavojev, ali na stadionu, ki so ga uporabljali na olimpijskih igrah leta 1895. Res je, hvala. Bo treba tole zamenjati. In še eno vprašanje, katera od 8 tekaških prog je najhitrejša? Zdaj proga sama po sebi seveda ni najhitrejša, nudi pa možnost, določene proge nudijo možnost za boljši tek. In sicer je bila narejena študija za tek na 400 metrov. Ja? Odgovor na to
so dobili s pomočjo matematičnega modela za preučevanje vpliva vetra in tudi nadmorske višine na različne proge in glede na različne atletske stadione pri teku na 400 metrov. Predvsem je bilo v ozadju uporaba diferencialnih enačb. Zdaj, kaj mislim s tem, da imamo različne stadione? To je stadion po merilih Svetovne atletske zveze. Zdaj, če gledate, stadion ima navadno 8 prog, včasih kakšno več, ampak navadno je pomembnih 8 prog in merjeno po notranji progi dobimo ravno 400 metrov. Ja? Zdaj, kaj mislim z ravninskim delom? Imamo 2 ravninska dela in 2 zavoja, ki predstavljate ravno 2 polkroga. Ja? Tukaj se že seveda ponudi vam spet ideja za nalogo za dijake oziroma študente. Aha, kaj če bi postavili vse tekače na štartno ciljno črto in jih pošljemo teč 400 metrov, pa da vidimo, kdo je najboljši. V čem je problem? Ja, problem je v tem, da če tečemo po prvi progi, bomo res naredili 400 metrov. Kaj pa, če tečem po 8 progi in štartam z istega mesta, kot je štart tisti na prvi progi? Ja, se mi pa vse skupaj podaljša in tisti, ki ste kdaj gledali tek na 400 metrov, potem točno veste, da tekač na prvi progi bo seveda štartal tukaj na štartno ciljni črti, vsi ostali proti 8 progi naprej bodo pa šli malo naprej. Dobro, tle imate mere tega standardnega štadiona. Atletska zveza mislim, da dovoljuje tudi štadion take oblike, ko imate po 100 metrov te ravne dele, ko imate po 100 metrov zavoje, ampak po vseh študijah in tako se boljši rezultati dosegajo na tistem, ki je standarden, saj zato so ga pa dali potem kot standardnega. Če ne bi bil tako standarden, oziroma če ne bi dovoljeval najboljših rezultatov, bi dali najbrž kakšnega drugega. To je pa primer tistega stadiona iz Aten. Spet, v redu. Tukaj je šlo pa celo za to, da so imeli po 180 metrov te ravne dele in samo po 20 metrov zavoje. In seveda za tiste rezultate na teh današnjih standardnih stadionih lahko uporabljajo zelo te moderne rezultate, fizične lastnosti tekačev. Za tak štadion je bilo pa potrebno potem narediti seveda matematični model, po katerem so računali, kaj bi se pa dogajalo, če bi še vedno tekli po takem štadionu. In kljub temu, da je znano, da po ravnini tekač razvije večjo hitrost kot v zavoju, tukaj ne bi dobili boljših rezultatov. Problem je pa to, ker je radi tega polkroga oziroma kroga zelo majhen in tekač kljub temu, da razvije visoko hitrost, mora zelo hitro tudi zmanjšati, ker enostavno mora počasneje skozi ta manjši radi in potem spet rabi nekaj časa, da iz te nizke hitrosti. Skratka, pridejo ven zanimive študije. Gremo naprej. Košarka. Problem, ki ga imamo, je naslednji. Ekipa na košarkarski tekmi manj kot minuto do konca zaostaja za 4 točke. Kakšno strategijo naj trener naroči igralcem? Hiter met za 3 točke, se približamo na točko, ali počasen napad, damo koš za 2 točki, nasprotnik bo sicer imel napad, ampak če ne počasen, ampak hiter napad, skratka, zaključiti treba napad v vsakem primeru toliko hiter, da bomo imeli možnost še za en dodatni napad. To je splošna strategija. Da je seveda iz tega je bilo potem spet narejena študija, ki vključuje tako elemente statistike kot verjetnosti in pa nečesa, kar v matematiki rečemo teorije iger. Če kdo pričakuje, vam moram takoj povedati, ni splošno najboljše strategije, ker se stvari od tekme do tekme zelo spreminjajo. En konkreten primer iz leta 86, polfinale, eni se to spomnimo, nekateri se najbrž ne. Jugoslavija vodi v polfinalu proti Sovjetski zvezi, 9 točk, 50 sekund do konca. Trener tu ni imel kaj dosti razmišljati o strategiji. Dajmo hiter trojko, govorim strani Sovjetske zveze. Ja, kaj jim je uspelo? V 50 sekundah jim je uspelo da 3 trojke. S tem, da na drugi strani je imela Jugoslavija zgleda zelo slabo strategijo, kako pa braniti tako prednost. Tekma se je končala neodločeno šla v podaljške
in Jugoslovani so takrat zgubili. Skratka, nekaj je res, da se da matematično zračunati, napovedati in tako naprej. Kako nepredvidljiv zna biti šport, se pa vidi šele potem seveda v konkretnih situacijah na konkretnih tekmah. Tukaj sem hotel verjetnost, v ozadju je kombinatorika, spet ena ideja, kako upeljati pa, če ravno se upade vam učenje kombinatorike v kakšno prvenstvo. Jure Zdovc pelje na svetovno prvenstvo 12 igralcev, seboj ima toliko in toliko branilcev, toliko in toliko krilnih centrov, toliko in toliko centrov. Skratka, potem pa njegova splošna strategija je, da na igrišče postavi točno določeno formacijo, ampak zdaj seveda za vsako igralno mesto ima določeno število igralcev. Kaj je naloga? Naloga je, kako težka odločitev je za Zdovca oziroma koliko možnosti ima za začetek, kako postaviti ekipo na igrišče. Zdaj na tako nalogo lahko dajete potem poljubne neke omejitve in iz tega dobite, vsaj zame, zanimive naloge. Zadnji šport, mogoče vas bo malo presenetil, ki sem ga zbral, je pa ameriški nogomet. Zdaj, zakaj ravno ameriški nogomet? Zato, ker sem dobil eno luštno zgodbico, ki jo bom podkrepil z nekim matematičnim ozadjem. Zato, ker sem že leta nazaj, ko je ta šport prišel na eno od naših komercialnih televizij, začel spremljati ta šport. Od začetka nisem imel pojma, zakaj se gre. Zelo hiter sem pa usvojil osnovna pravila in potem videl, kako kompleksen je pravzaprav ta šport in kaj vse stoji v ozadju. Na hitro imate dve ekipi, naenkrat na igrišču po 11 ekip vsake ekipe, ena ekipa je napadalna, druga je obrambna. Ideja, to je ameriški šport, je osvajanje ozemlja in sicer igra se s tako ovalno žogo, ki jo hoče ena napadalna ekipa prinesti z enega konca igrišča na drugi konec igrišča, tako da se jo bodisi podaja naprej ali pa vzame en tekač žogo in teče z njo in potem tisti obrambni igralci skušajo to preprečiti. Če prinesejo žogo v to končno cono, dobijo 6 točk, streljajo še prosti strel, lahko dobijo še dodatno točko. Še ena možnost, kako doseči točke, je pa, da že nekje sred te svoje akcije se odločijo, da bojo pa streljali na gol. To igrišče ima 2 gola, sicer goli v ameriškem nogometu izgledajo nekako takole, so malo dvignjeni od tal, 3 metre. Razdalja med vratnicama 3 metre, mislim, da je 3 jarde. Zdaj govoril bom v jardih, zato da ne bom preračunaval. Preračunavate lahko potem seveda sami. 3 jarde, 6 jardov med vratnicami in ko ugotovi ekipa, da ji nekako ne bo zneslo žogo prinesti do končne cone, se odloči, da bo pa vsem streljala prosti strel in dobila 3 točke. Boljš 3 točke, kot da zgubijo žogo in dobijo nič točk. Dobro, ker verjamem, da vas je kar nekaj, ki ne veste, kaj izgleda to prosti strel, vam bom pokazal en primer. Ni povsem navaden primer, to je celo rekord ameriške profesionalne lige, glede na razdaljo. To je bilo na ogrevanju 67 jardov, na hitro 67 metrov brcniti žogo. Nekaj je seveda to trenirati brez pritiska, nekaj pa to narediti na pravi tekmi. In na tej isti tekmi je ta možakar, ki se mu reče strelec prostega strela, zadev iz 63 jardov. Vse pa poteka tako, tukaj ima en igralec žogo, poda temu igralcu, žogo postavi na tla, on pa brcne, obrambni igralci skušajo blokirati to. Skratka, je zraven še polno nekih dejavnikov in mu je uspelo. Temu rečemo prosti strel v ameriškem nogometu. Ja, vidite, igralci oblečeni in tako naprej. Če bo koga zanimalo kaj več o ameriškem nogometu, sem odprt tudi za debato o tem. Dobro. Tisto, kar bi vam pa nekako rad povedal, kaj je zgodbica in kaj je matematično ozadje te zgodbice, je pa naslednje. Ja, gremo dalje. Ja,
še ena od stvari, zakaj sem se malo bolj navezal na ameriški nogomet, je ta, da sem preživel 5 mesecev v Ameriki, bil sem tam na eni univerzi v Wisconsinu in ko si enkrat ti na univerzi, ne moreš brez ameriškega nogometa. Še tisti, ko mislite, da ne vejo nič v športu, da jih nič ne zanima, točno vejo dan po tekmi, a je univerza zmagala, je izgubila. Ja, govorimo o študentskem nogometu. S kolegi na eni taki tekmi. Športna zgodba je pa iz leta 1950, finale študentske lige v ameriškem nogometu. Kalifornija, Ohio State, trener, izid je bil neodločen, manj kot minuto do konca. Trener Ohio State-a, imeli so zadnji poskus, da to žogo nekako bodi si prinesejo v končno cono ali pa da streljajo prosti strel. In ker je bil to zadnji poskus, če bi izgubili žogo, bi se ta žoga pomaknila bolj na njihovo polovico in bi nasprotnik imel lepo šanso, da zaključi to tekmo zmago. In zato se je trener odločil, da bojo streljali prosti strel. Pri ameriškem nogometu je tako, da če igralci naredijo kakšno napako, potem so kaznovani z jardi. Se pravi, če imamo žogo samo še 20 jardov do končne cone, naredimo napako, se nam žoga pomakne po pravokotnici na gol linijo, nazaj za 5-10 jardov, kakorkoli že. Če naredi trener napačno menjavo, se premakne žoga za 5 jardov nazaj. In ta trener je naredil napako pri menjavi, žoga prostega strela. Dogaja se je sicer vse na 6 jardih in ekipa dobi kazen. Žoga se pomakne na 11 jardov in imajo prosti strel. Sreča za trenerja je bila ta, da je igralec zadev ta prosti strel in je Ohio State dobil to tekmo. Ampak po tekmi, novinarska konferenca, novinarji, vemo, da radi sprašujejo marsikaj in še takrat, ko je vse v redu, bojo našli nekaj, kar pa mogoče bi se dal popraviti. In se najde novinar, ki temu trenerju nekako navrže naprej, ja, tega si pa vi ne bi smeli dovolj, da ste tako kazen dobili. Trener malo premisli in temu novinarju odgovori, da je to naredil namerno, da bi svojemu strelcu omogočil boljši kot pogleda na obe vratnici tega gola. Novinar malo pogledal, se ni nič kaj dosti obremenjeval z kakšno matematiko, ki bi bila v zadju in reče, ja, tega se nisem spomnil, ampak v redu, jaz sem novinar, nisem trener, saj trener mora vedeti nekaj več od mene. Zdaj, koliko je bilo pa resnice v tem, kar je trener povedal? Zdaj, če si predstavljamo, stojimo, zdaj, to je en del nogometnega igrišča. To sta vratnici. Če si težko predstavljate ta gol, si pa predstavljate normalen gol, ki za nogomet, za rokomet, kakorkoli že, gre ta stvar skozi tudi v takem primeru. In recimo, da je ta ekipa imela prosti strel z tega mesta, dobila je kazen 5 jardov in žoga se je mogla pomakniti po tej navpičnici na gol linijo za 5 jardov nazaj. Trener trdi, da je na ta način kot, o katerem kotu govorimo, vzamemo točko T na tej premici in govorimo o kotu G črtica T, G. Ja? Zdaj, a je res s tem, ko je pomaknil 5 jardov žogo nazaj, se je povečal kot ali se ni povečal? Dobro, odgovor na to matematično vprašanje ni potrebno prav ogromno znanja, nekaj ga je pa treba, matematičnega seveda. Odgovor imate tukaj gor. Tako točko na premici L od X se da konstruirati. Na kakšen način? Ja, ta točka K leži na tej premici, ki je v tej točki dotikališče krožnice, središčem v točki, ki je simetrala daljice G črtica in sicer tako, da je razdalja od Y do te bližje vratnice do strelca enaka, kot je razdalja od Y do K-ja. Kako pa zdaj? Aha, mogoče samo to. Zdaj, ukolikor je prosti strel znotraj teh dveh, se pravi znotraj pasu teh dveh vratnic, potem boste najbrž hitro ugotovili, kaj se zgodi, če gremo bližje gola in kaj se zgodi, če gremo bolj stran od gola. Kdaj bomo imeli večji kot
pogleda. Ja, najbrž bližje, kdaj bom dosegel maksimum, dobro, tle ne smem tako razmišljati, če si pa zamislite nogomet, šel koliko daleč, ja, do golove črte bom žogo dol postavil, bom imel kot 180, žogo brcnem in je res majhna verjetnost, da se zgodi. Zdaj pa, se pravi, ta del nam ni zanimiv med vratnicama. Zanimiv nam je ta del, ki pade ven iz tega območja. Je težko videti, da, dobro, zdaj, primerjam, vzamemo neko, jasno nam je, da če bi stali na tem mestu, potem bi tudi v navadnem nogometu mogli biti hudo dober nogometaš, pa še hudo dober Roberto Carlos, da bi iz kota dal gol. Vse dogaja, ampak tukaj lahko gledam, da imam kot nič. In ko se bom začel odmikati od te kot linije, potem se mi bo kot večal. Vprašanje je, koliko časa. Trdimo, da ravno do točke K. Tukaj bom dosegel maksimum, ko bom šel pa naprej, se mi bo pa kot začel manjšati. Imate tisti problem trenerjev v ozadju. Aha, do nek bi to šlo, od nek naprej pa to ne bi več šlo. Kako pa vidimo, da je ta kot manjši kot ta? Rabite nekaj srednješolskega znanja, vedeti to, kaj je obodni kot nad istim lokom, da imajo vsi koti nad istim lokom enak, se pravi, da so vsi koti nad istim lokom enaki. Ja? Se pravi, imamo kot G črtica K, G, ki je enak kotu G črtica L, G. Zdaj, če podaljšamo ta del do L, točka L je ravno presečišče tele daljice G črtica, K črtica s krožnico. Ja, kaj se nam zgodi? Podaljša se nam ena stranica, poveča se nam nasprotni kot, če se nam poveča en kot, en ostane konstanten, potem se nam mora pa en zmanjšati, da bomo še vedno imeli 180 stopinj. Ja? Ta kot tukaj, ta je konstanten, ta se nam poveča, ja, pol se nam mora pa ta tukaj gor zmanjšati. In na ta način utemeljimo lepo geometrijsko z nekaj znanja matematike, da od tukaj naprej, se pravi, do nekje se bo res kot večal, od nekje naprej se mi bo pa začel manjšati. Zdaj, naloga spet, ki bi jo mogli znati rešiti tudi dijaki, mogoče za študente, mogoče za vas je, da zdaj vpeljem tukaj noter koordinatni sistem in sicer na ta način, da mi ta premica skozi G pa G črtica predstavlja X os, ta mi predstavlja Y os in točka K, to je tista točka, za katero smo ugotovili, da na tej konkretni premici, da nam naredi najboljši kot, ima koordinate X, Y. Zdaj seveda mi smo vzeli konkretno premico, zanima nas pa zdaj, kaj se dogaja še na premicah do te stative in pa še v to smer in bi radi poiskali vse take točke K na teh premicah. Naloga pravi, da je treba poiskati enačbo te krivulje. Seveda, zdaj mi gledamo vse na tej strani, lahko bi se dogajali tudi na tej strani. Ja. Nisem vam še vsega povedal glede ameriškega nogometa in če hočemo v tej zgodbi priti do konca, moramo vedeti še par stvari. Igrišče v nogometu se sicer zaključi na tej črti, goli so pa pomaknjeni 10 yardov še naprej. Če se spomnite, bistvo je, da prinesete žogo v to končno cono, ampak tle je že tle je 10 yardov in pa še ena stvar ste videli tam, kako se je začel izvajati tisti prosti strel, tako da je en igralec vrgel žogo nazaj drugemu igralcu in to se ponavadi dogaja na 7 yardih. Ja? Dobro, zdaj, ja, in še en podatek, če se akcija zaključi izven nekega območja, ki je označen in je navadno širši, kot je razdalja med dvema vratnicama, potem se žoga z tega mesta vodoravno, se pravi paralelno z gol linijo, premakne znotraj tega območja. To je pravilo. Se pravi, če se neka akcija konča tukaj, ne bo streljalo moštvo tukaj, ampak se avtomatično pomakne do roba tega območja. In to, katerakoli akcija se zaključi izven območja, se vedno vzporedno pomakne sem. Se pravi, ni nam več na voljo celo to igrišče do out linije. Spet, če imate zgodbo v ozadju, vse se je dogajalo znotraj nekega bolj omejenega dela.
Se pravi, zdaj smo že bližje tega, da mogoče pa ta trener malo naklada, po domače rečeno. Dobro, in zdaj uporabimo, seveda, prej smo uvedli koordinatni sistem, pogledali smo, kje se nahajajo te točke, če ste dovolj pozorni, najbrž veste, kje se nahajajo. To smo zdaj povedali. Dobro, in zdaj gremo gledati konkretno situacijo iz leta 1950. Akcija se je lahko zaključila tukaj. Premaknemo do sem in to je zdaj štartni položaj, kjer se bo začel izvajati prosti strel. En igralec bo vrgel to žogo za 7 yardov nazaj. En igralec jo bo postavil na tla in prosti strel bo izveden. Če ne bo kazni. Če bo pa kazen, se bo pa vse skupaj še za 5 yardov pomaknilo nazaj. Zdaj, kako zračunati teta zvezdica pa teta, če poznate koordinate, vam bom prepustil za vajo. Izračunamo ta dva kota ter s pomočjo računalnika narišemo nivojske krivulje tele razlike teh dveh kotov. Se pravi, zanima nas, kdaj bo dejansko nastala ta razlika, če bomo pomikali prosti strel nazaj. In te nivojske krivulje so zdaj narisane tukaj, glede na konkreten primer iz leta 1950. Ta črta nam nakazuje, da ne bo spremembe, če se žoga nahaja za prost strel na tej črti, potem ne bo spremembe sploh v kotu. Ta nivojska krivulja nam nakazuje spremembo za 1 stopinjo, glede na vse skupaj ta pa za 2 stopinji, ampak v čem je problem? Vse te nivojske krivulje padejo izven tega območja, kjer naj bi se izvajal prosti strel. Torej, trener si je na hitro nekaj izmislil in zavedel večino javnosti, dokler ni nekdo šel to malo poračunati in povedal, to pa ne bo šlo skozi. Ja, zdaj treba je še to povedati. To območje med tema dvema črtkanima črtama se je skozi zgodovino spreminjalo in včasih je dejansko obstajalo to območje, ki je bilo širše v profesionalni ligi, ne pa v študentski, in so obstajali eni majhni deli na igrišču, kjer bi pa za majčkeno pa vsem lahko povečali kot. Vprašanje, ki se seveda pojavi, to smo zdaj že odgovorili, je, a pa se splača sploh obremenjevati s tem za tako majhen kot. Pokazal vam bom še nekaj številk za to, da nekako utemeljim, da vsem nisem edini čudak, ki se navdušuje nad ameriškim nogometom in tudi to, da štejejo tudi majhni popravki, če le omogočijo igralcu boljši pogled na gol. Finale lige NFL v lanskem letu, število gledalcev na štadionu v New Yorku, skratka polno je bilo, pa napolnili bi še nekaj takih štadionov z navdušenci. Pred TV ekrani 111 milijonov Američanov, mislim, da je vseh koliko? 300? Nekaj tam, no, približno. Dobro, pa da ni, zdaj jaz pa spadam med te čudake, ki še ostanejo do 167 milijonov. Ja? In še en podatek, vrednost 30-sekundne reklame med televizijskim prenosom 4 milijone ameriških dolarjev. Veste, dostikrat rečejo, šport je velik biznis in ko vidiš take podatke, potem ugotoviš, da ja. In ko enkrat igraš pred tako množico in imaš prosti strel za zmago, verjemite, da vsak centimeter ali inč ali karkoli šteje. Dobro. En polčas je mimo. V nogometnem smislu smo pa drugače po planu. Ja, to je, kar se tiče primerov, ko sem vam hotel pokazati. Res, samo en majčken del, dal vam bom na koncu vir, kjer lahko pridete do člankov, ki bojo podkrepili to, kar sem zdaj govoril. Če ste malo nejeverni do mene, pa da sem vam zdaj samo zgodbice govoril, ki sem se izmišljeval. In tam boste našli več teh stvari, še več matematike v ozadju. Če vas bo zanimalo, mene je, mi je bilo veselje branje, tako da, ja. Turnirji, razporeditev tekem, kakršnakoli razporeditev, spet vam bom kar konkreten primer povedal, ko smo bili še bolj majhni, smo se s kolegi odločili, da bomo igrali tenis. 6 nas je bilo,
in smo rekli, dobro, odigrali bomo tenis po nekem sistemu. Zdaj, kakšen sistem izbrati? Tukaj je samo nekaj sistemov. Enemu sistemu se reče sistem na izpadanje. Dobro, tudi ta sistem ima v zadju nekaj matematike, ne vem, najbrž poznate, za tak sistem rabite 2 na n ekip. Zdaj, če jih je različno število, naredite na začetku neke kvalifikacije, toliko, da vam jih ostane 2 na n. Dobro, recimo primer za 8 ekip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vzamete po 2 igralca ali ekipi, ki boste igrali v prvem krogu, pa jih označimo, nič jih ne bomo označili. Dobimo zmagovalca te tekme. Dobimo zmagovalca te tekme, zmagovalca te in zmagovalca te in potem se med seboj pomerita te 2 pa te 2 igralca. In spet dobite zmagovalca te tekme, se med seboj pomerita ta 2 in dobite na koncu zmagovalca. Ja? To je sistem, ko imate ogromno ekip in stvar poteka zelo relativno hitro, ima pa ta sistem svoje slabosti. Sicer kakšne? Ja, prva slabost je ta, da se vam zna zgoditi, da dobite že v prvem kolu nekega sorazmerno dobrega igralca ali pa nekoga, ki je bil tisti dan izredno razpoložen, pa vas nikoli v življenju še ni premagal. In vas bo tukaj izločil in vi lepo na počitnice in to je to, kar se tekmovanja tiče za vas. Tudi v redu, ampak če ste kaj tekmovalen tip, vam ne bo všeč. Ja, dejansko morate do konca priti brez poraza. Obstaja še en malo modificiran sistem, ki se mu reče dvojni sistem na izpadanje, ki pa omogoča na tej poti, sistem podobno zgleda, samo da se naredi potem kasneje še ena tabela, kamor grejo poraženci iz prvega kroga in omogoča, da imate slab dan, da zgubite eno tekmo, več pa spet ne. Ja? In kljub porazu, recimo v prvem ali v enem naslednjih krogov, se na eni stopni tekmovanja vključite v glavni sistem tekmovanja in lahko pridete do konca. Tisto, kar pa mene je nekako zanimalo in se mi zdaj zanimivo, je pa krožni sistem. Več sistemov je, so modifikacije teh sistemov, pa še neki dodatni sistemi, ampak mene je zanimal ta krožni sistem. Osnovne omejitve. Pogledali si ga bomo za sodo število ekip oziroma tekmovalcev, ampak da se hitro razmisliti, kako pa zdaj prijeti, če imamo pa liho število ekip. Ja, bo kakšna ekipa v kakšnem igralnem dnevu mogla počivati oziroma se da narediti sistem tudi na ta način. Vsaka ekipa odigra tekmo z vsako drugo in to natanko eno tekmo in pa v vsakem igralnem dnevu, ki ga imenujemo tudi krog, odigra vsaka ekipa natanko eno tekmo. Zdaj, če imamo 2 ekip, naredimo parov teh 2 ekip, ki igrajo tekme v enem dnevu. Ja? Zdaj, koliko dni bomo rabili, da bomo odigrali celoten turnir z 2 ekipami? Ja, če mora vsaka ekipa igrati z vsako drugo, bomo rabili 2 minus 1 dni. Dobro. En konkreten primer za 4 ekipe. Imamo 3 igralne dneve, se pravi 1 manj od 4 in vsak dan igramo 4 polovice tekem, se pravi 2 tekmi in hočemo narediti tak sistem in rečemo v redu. Prvi dan damo tem 4 igralcem imena 1, 2, 3, 4, prvi dan prvi z drugim, druga tekma je določena, kakor hitro določimo prvo tekmo. Drugi dan, seveda, prvi ne sme z drugim igrati, se pravi, recimo igra s tretjim in imamo spet to tekmo določeno in enako za zadnji dan. Kar se tega tiče za 4 igralce, svinčnik v roke, ne vem, ni treba vedeti nič kaj dosti, pa boste tak sistem z lahkoto našli. Stvari se seveda začnejo komplicirati, ko večamo n. Že za 6 ekip, to je bil tisti primer, ki sem vam ga hotel povedati, ko smo s kolegi se zmenili, da bomo vsak z vsakim igrali tenis, pa sem se doma usedel, takrat nisem kaj dosti razmišljal o matematiki, so mi druge stvari hodile po glav in sem zelo hiter obupal. Prišel sem do tle in sem se ustavil, pa sem rekel, sej to se sploh ne da narediti. Takrat še ni bilo interneta, veste, jaz sem že malo v letih, tako da. Ja, in sem prišel do ene stopne in sem prišel do kolegov, sem rekel, veste, bomo mi na izpadanje igrali. Da smo bili hiter konc. No, ampak kasneje seveda sem spet razmišljal o tem primeru, ampak takrat je bil pa že internet, pa sem videl, da sistemi seveda obstajajo za
V vsakem primeru, za vsak N. Ja. Kaj narobe s tem sistemom? Ja, nisem prav razporejal tekme po dnevih. Nekaj je bilo narobe, dotle vse v redu in prav. Ja, ampak tukaj sem pa rekel, ena bo igrala s 3, ker še ni igrala in mi enostavno zmanjka nasprotnika za 5, ker je z ostalimi že igral v prejšnjih 3 dnevih. Ja? Ja, v redu boste rekli, pa naj igra enka s 5, ker še ni igrala. Isti problem mi nastane. Ja? Se pravi, problem nastane že na kakšnem koraku prej. Ja, ok. Če sem vas približno prepričal, ali pa tudi ne, da je za 6 ekip s svinčnikom in papirjem kar nekaj dela, pa nekaj truda, potem mi verjemite, da za 8 ekip, ali 10, ali pa še več, razen, če res nimate drugega dela. Ja. Kaj ne bi bilo to najbolj enostavno, da pač napiš dva neka koledarja, krožna, napišeš vse številke in pomikaš za vsak dan za eno naprej. Zdaj ste mi pa zaključek predavanja ukradli. Se opravičujem. A res? Vse vas ne zadržujem, ampak še ni ena ura mim, tako da bom še malo. Če imeti možni sistem, je to nekaj. Res je, to je ideja, ki je v zadju. Ja? Ne bomo delali tega s svinčnikom in papirjem, ampak bomo dejansko se predstavili in dali v ozadje še nekaj, čemu rečemo teorija grafov in bomo upeljali grafe. To je tisto, ko sem rekel, da bom vsaj nekaj mojega področja upeljal noter v to predavanje. Zdaj, ker je predavanje poljudno, bom jaz tudi definicije bolj poljudno povedal, sicer so dosti bolj stroge te definicije. Kaj je zame graf? Graf vzame množico točk, ki jih lahko podobim v ravnini tudi dejansko kot točke in množica povezav, neka relacija med točkami. Če vzamem ta graf tukaj, te 2 točki sta v relaciji, naredim povezavo, če 2 točki nista v relaciji, ne naredim povezave. Imamo neke zelo posebne grafe, ki imajo svoje imena, graf na 6 točkah, kjer sta poljubni 2 točki v neki relaciji, se pravi, imamo poljubno povezavo med temu rečemo polni graf. In če se spomnite turnirja na 6 ekipah, kjer igra vsaka ekipa z vsako natanko eno tekmo, lahko te tekme na nek način, se pravi, relacija je, da ekipa A igra z ekipo B tekmo in ker igra vsaka z vsako, dobim tak poln graf. Zdaj, kako mi pa te grafi potem pomagajo pri iskanju te razporeditve, tega sistema krožnega? Ja, dobro, to smo že povedali. Še en pojem iz teorije grafov. Se pravi, podgraf takega grafa vsebuje, imamo v bistvu 5 podgraf. To pomeni, da vzamemo vse točke začetnega grafa in če imamo povezavo in 2 točki, rečemo, da sta te 2 točki krajišči te 2 povezave in to je tako 5 podgraf, da je vsaka točka krajišče natanko ene povezave. Kaj zdaj to pomeni? Vsaka točka mora biti krajišče povezave, zato ker vsak igralni dan igra z neko ekipo, ne sme biti pa krajišče 2 povezav, ker to bi pomenilo, da na igralni dan igra z 2 različnima nasprotnikoma. Dobro, temu sistemu, ki ga bomo pokazali, rečemo tudi Kirkmanov turnir, po britanskem matematiku, ki je nekako odkril ta sistem, čeprav v povsem druge namene, kdaj je bil res uporabljen za turnirje, nekako prvič nekako ni znano. Tle imate opisano za splošno naravno število N oziroma za 2 N ekip, ampak jaz bom to povedal kar na konkretnem primeru. Konkreten primer za 8 ekip. Vzamete 8 ekip, 8 točk nekega grafa in jih razporedite po krožnici z enakomernimi razdaljami. Lahko si predstavljate, kot da so to oglišča navideznega pravilnega 7-kotnika. Imamo 7 ekip, 8 damo pa kot središče te krožnice, kjer ležijo te ostale točke. Točke oštevilčim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in to zadnjo točko 8, nekako v splošnem to točko na sredini označujemo tudi znakom neskončno, kar je pa povezano predvsem z algebraičnim pristopom iskanja takega turnirja. Ja, ampak s tem se
pa žal danes ne bomo več ukvarjali. In to, kar vidite tukaj, je prvi igralni dan za turnir na 8 ekipah. Ja? Kako dobimo ostale igralne dni? Ja, točke pustim fiksirane, rotiram pa povezave za kod 2pi sedmin. Ja? In lepo pridete iz tega sem, dobite drugi igralni dan. Zarotirate še enkrat, dobite tretji igralni dan, rotirate koliko časa, je toliko časa, da pridete nazaj sem, ampak tega zadnjega koraka potem ne upoštevate. Zelo malo razmisleka je potrebno, da ugotovite, da ta sistem dejansko ustreza našim omejitvam, ki smo jih na začetku povedali. Zdaj, na hitro, če zračunate, če imate 8 ekip, koliko bo vseh tekem v takem krožnem sistemu? 28. 8x7, vsak igra z vsakim, ampak mi štejemo tekmo, ko igra I z J-jem in J z I-jem, štejemo za eno, zato moramo 8x7 polovici in dobimo 28 tekem. In zdaj, če greste pogledat, dobili bomo 7 takih ena faktorjev, v vsakem tem ena faktorjem oziroma igralnem dnevu 4 tekme, 7x4 je 28. Vse, kar moramo še premisliti, je, da neka ekipa ne bo igrala z neko drugo v 2 različnih igralnih dneh. Ja? Je to nekako jasno? Zelo hitro lahko pogledate. Se pravi, imamo eno zelo posebno povezavo, njena nosilka je pravokotna na vse ostale povezave. Ja? Ostale 3 so seveda potem usporedne med seboj. In recimo, da se nam v nekem krogu I, v katerem igra ta točka, ki sem rekel, da je označen z neskončno, igra ravno z ekipo I, pa recimo, da imamo neko ekipo K, ki igra v tem krogu z ekipo X. Ja? Pa recimo, da ta ekipa X igra tudi še v nekem drugem krogu J. V tem krogu J, ki naj bi bil različen od I-ja, neskončno igra z J-jem. K pa recimo, a se nam lahko zgodi, da igra s tem istim X-om. Ja, zdaj, če gremo pogledat, kaj zdaj to pomeni. Povezava KX je pravokotna na to edino povezavo neskončno I in je pravokotna na neskončno J. Zdaj, kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da sta te dve povezavi med seboj usporedni, kar se nam ne more zgoditi, ker imamo samo eno tako povezavo v ena faktorju, ali sta pa enaki, kar pa pomeni, da obstaja samo en krog, v katerem igrata taki dve ekipi. Tako da ja, na tak način dobite turnir. Tle imate en turnir, ki se razlikuje od Kirkmanovega turnirja in se mu reče Steinerjev turnir, ker je v zadju še nekaj več matematike z Steinerjevimi sistemi, ampak v te podrobnosti pa zagotovo ne bomo šli. Zdaj, tisto, kar je še zanimivo je, recimo, da hočemo imeti na nek način različne turnirje oziroma kdaj rečemo, da sta dva turnirja enaka. Ja? Lepše rečeno, kdaj rečemo, da sta dva taka turnirja izomorfna. Zdajte, pomembno je razporeditev tekem v enem igralnem dnevu. Če imate v enem igralnem dnevu recimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 in da bi imeli nek drug turnir 1, 2, 3, 6, 4, 5. Potem rečem, da sta na nek način ta dva igralna dneva različna. Ja? Majčken z rezervo moramo vsem še to vzeti. Zdaj pa rečemo, da sta enaka oziroma izomorfna. Turnirja T1 in T2 sta izomorfna, če lahko točke enega turnirja na nek način preimenujemo in po potrebi spremenimo vrstni red igranja po dnevih. Se pravi, ni nam pomembno zdaj, a se neko kolo odigra v petek, pa drugo v soboto, ali ravno obrnemo to. In sicer, da preimenujemo te točke tako, da dobimo drug turnir. V bistvu gre v zadnji za bioaktivno preslikavo med točkami, ki nam dejansko ohranja te ena faktorje. Se pravi, če imamo dva turnirja, imamo en graf, na katerem smo poiskali te ena faktorje, imamo drug graf, kjer smo poiskali te različne ena faktorje.
unija teh faktorjev nam da en poln graf, drug poln graf in potem seveda gledamo, če lahko preslikamo na nek način en turnir v drugega. Martin, po športno še malo podaljška, potem pa zaključimo. Ja, zdaj, kako pa vemo, da sta tiste dva turnirja, ki smo jih prej pokazali, različna, da nista izomorfna? Tle od zadnje je pa potem dejansko še malo te naše teorije grafov. Glejte, če vzamete poljubna dva, ena faktorja v Kirkmanovem turnirju, pa združite povezave v en turnir, potem boste dobili nekaj, kar v teoriji grafov rečemo 8 cikel na 8 točkah. Pa da ne bom na pamet govoril, vam bom to tudi narisal. Se pravi, imamo teh 2, 3, mi bo nekaj zmanjkalo. 2, 3, dobro. Se pravi, to je prvi del, prvi igralni krog. Poljubna dva lahko vzamete, to lahko greste preveriti na konkretnem primeru, da se algebraično utemeljiti, skratka, da se pogledati. Vzamem še povezave tega drugega, dobro, da ne bom zdaj kaj narobe naredil. Takole, takole, pa takole. Temu v teoriji grafov rečemo cikel na 8 točkah, gre v bistvu za zaporedje točka, povezava, točka, povezava, točka, povezava, tako da vsaka točka nastopi na tanko enkrat. Ja? Tako zelo osiromašeno povedano. Zdaj, kaj se nam pa zgodi v tem drugem turnirju, za katerega trdimo, da ne bo izomorfen temu prvemu? Ja, če boste šli narisati pa povezave v tem primeru, da se ne bomo preveč mučili, se pravi, imamo pa kako? Imamo spet tukaj povezavo, imamo povezavo tukaj in imamo povezavo tukaj in imamo povezavo tukaj. Pa vzamemo še te povezave, vidim pa, da imam povezavo tukaj in potem imam povezavo tukaj. Ja? In še eno povezavo. Dve, še, se pravi, kaj mi še manjka? Še, se pravi, tale. Ja? In pa sredina proti dvojki. In zdaj, če pa pogledate ta del, smo pa kaj pravzaprav dobili, če točke mal preuredim, sem dobil pa 2 disjunktna cikla na 4 točkah. In če uporabite malo teorije grafov, potem v jeziku teorije grafov 8 cikel ne more biti izomorfen 2 disjunktnima 4 ciklama in pokažete, da sta ta dva turnirja neizomorfna. Ja? Zdaj izomorfnost, določanje izomorfnosti, to je zelo težak problem. Recimo za 4 in 6 ekip, po tem, kar smo do zdaj povedali, obstaja, glede na terminologijo, ki smo jo uporabljali, obstajata do izomorfizma natanko samo en turnir. Se pravi, en turnir na 4 točkah, en turnir na 6 točkah. Kakorkoli boste že šli te turnirje po svoje delati, vedno boste lahko preimenovali točke, tako da boste vedno prišli do tistega začetnega turnirja. Še enkrat, dneve lahko med seboj mešate, ne morete tekme znotraj enega dneva, se morajo pa na nek način ujemati. 8 ekip, 6 neizomorfnih turnirjev, 10 ekip 396, 12 ekip 526 milijonov. Članek na to temo obstaja, to je dokazan rezultat. Skratka, da malo zaključim, zdaj jaz sem vam povedal samo neko osnovno idejo za te turnirje in seveda potem na turnirje lahko dodajamo še dodatne omejitve. Pomen domačega igrišča, pomen domače ekipe, se pravi, hočemo, da je
v paru v tekmi ena ekipa domača, druga tuja. In potem hočemo turnir, kjer bo neka ekipa, kjer bo variralo, se pravi od kola do kola, da bo ena ekipa najprej domača, tuja, domača, gostujoča in tako dalje. In to bi radi naredili za vse ekipe. Se to da narediti? Ja, v primeru za 2 ekip se to ne da narediti. Najboljše, kar lahko dosežete je, naprimer v Kirkmanovem turnirju, da 2 ekipi dejansko zadostita tej omejitvi. Se pravi, imate eno ekipo, kjer bo šlo, začela bo kot domača ekipa, pa gostujoča domača in bo to šlo tako naprej. In še eno tako ekipo. Za vsako od ostalih ekip se pa da narediti, da se vam bo pa dejansko v tem zaporedju samo enkrat zgodilo, da bo bodisi v 2 zaporednih dnevih domača, bodisi gostujoča ekipa. Zdaj, če smo fair do vseh ekip, pa potem še pri teh 2 ekipah poskrbimo, da ko med sabo igrata, jih zamenjamo med seboj, pa dobimo, da imajo vse ekipe nekako to isto lastnost, s tem, da seveda nekatere bodo 2krat domače, druge bojo pa mogle biti 2krat zaporedoma gostujoče. Literatura, ki podkrepi to moje predavanje današnje, se nahaja na tej spletni strani. Tle boste dobili en kup člankov. Jaz sem vzel še enkrat, prebral sem jih skoraj vse, preštudiral malo manj kot vse, predstavil sem vam pa en delček tega, kar vse sem prebral. In kar se tiče mene, je to to. Najlepša hvala. Hvala za to zelo zanimivo predavanje. Zdaj pa imamo čas za diskusijo, za vprašanje, tako da bi povabil občinstvo. Imamo kakšno vprašanje? Ja. Ja, Kirkmanov. Ja. Ja, za 6 ekip bi vzeli pa 5 točk, ki jih bi na krožnico razporedili, ta 6 bi dali na sredino noter in potem poteka na enak način. Ne glede na to, katero sodo število vzamete, vedno vzamete to celo število, mu eno točko stran vzamete, razporedite vse točke naokrog, tisto date v središče in iz tega vedno dobite tak turnir, ki štima. Ja. Morda veste, a se dejansko to uporablja pri organizaciji turnirja? Ja, mislim, Kirkmanov turnir je najbolj pogosto uporabljen turnir kot osnova. Še enkrat, jaz sem vzel čisto osnovno idejo, ampak Kirkmanov turnir je dejansko. Sej, če greste gledati, ja, vzamete eno ligo, kakršnokoli že, sicer lige so ponavadi tako, da se igrajo potem po dvokrožnem sistemu, se pravi vsak z vsakim, pa potem se vse skupaj še obrne, ampak deluje na takem sistemu, ja. Obremenjuje organizatorje tudi s tem, da ni teh zaporedij domačih tekem in gostujočih? V Hrvaški ligi, da ne vem, se večkrat dogaja, da Olimpija igra 2-3krat zaporedij. Aha, jaz sem šel pogledat par lig nogometnih sicer in je zelo lepo razporejeno. Ja? Se pravi, imate dejansko v prvem delu, se pravi 18 ekip, 17 krogov, v prvem delu dejansko točno vsaka ekipa se ji zgodi, da ima en tak del. Potem zgodi se seveda še na tistem obratu, ko ga naredimo. Ker zdaj, če si predstavljate 17 krogov, neka ekipa začne z domačo tekmo in to potem varira. Liha kola je domača ekipa, soda je gostujoča, ampak na nekem delu se pa to zamenja in kaj bo s to ekipo v 17. krogu? Bo domača ali gostujoča? Gostujoča. Ja? Se pravi, rekli smo, lihe so rezervirane za domače tekme, ampak na nekem koraku se nam zgodi obrat.
In v 17. krogu bo to, in ko se bo začel naslednji krog, sicer ponavadi je vmes pauza, pa ljudje pozabijo, da kje so ta zadnjo tekmo igrali. Oziroma navijači pozabijo, da že pa čakajo ne vem koliko časa na eno domačo tekmo, ker potem v naslednjem krogu bo ta ekipa, ko se bo obrnilo vse to, spet začela kot gostujoča in dobimo še, se pravi, poleg enega v tem delu, enega v tem delu dobimo še ta tretjo možnost, ko imamo dve zaporedni tekmi. Če se zanimate za Ligo prvakov, v Ligi prvakov recimo v skupinskem delu to rešijo zelo elegantno, da se znebijo tega dela. Včeraj je igral Maribor proti Chelsea v 3. kolu in ne igra z njim še v 6. kolu, ampak bo igral že v naslednjem krogu, da se zamenja domača in tuja tekma in potem grejo stvari lepo do konca. Tako da, to je to. Še eno teoretično vprašanje. Če bi imeli take športe, kjer bi recimo 3 ekipe hkrati igrali, pa jih ni omili, bi se verjetno podobno teorijo dali tudi izpeljati? Bi se dal tudi o tem razmišljati, ja. Se pravi, bi ena tekma recimo bila trikotnika? Ja, tako, to je zdaj pa, potem pa lahko gremo kar v teorijo grafov in gremo zdaj gledati ne samo povezave, ampak gremo gledati trikotnike. Ja, ne gledamo več ena faktorja, ampak gledamo že 2 faktorje, ne. No, ja, zelo posebne 2 faktorje. Tako da ja, teoretično bi se dalo. Se moramo še zmisliti, tako šport. Smislimo se šport, se povežemo in napišemo eno raziskavo in članek in pogledamo, kaj bo zdaj to. Ja, vprašanje. Sicer ne vem, če od druge zanimivo, jaz sem tak fan od NFL koji. Aha. Če je od trener mogoče mislil na tisti kot? Ne, Če si preblizu golu, zelo majhen pogled na visok. Ja, sem jaz razmišljal tudi o tem, ko sem bral članek, ampak je dejansko v članku napisano, da odmislimo ostale stvari, med drugim tudi zdaj, a bo ta sploh sposoben toliko daleč, ampak sredstva vse dogaja dovolj blizu. Slikce, ki sem vam jih kazal, so v bistvu vzete iz tega članka. Ja, tako da je bila moja misel podobna kot vaša, ja, ampak zato sem tudi rekel, da namesto NFL-a si lahko predstavljamo navaden nogometen gol, da stoji na tleh in potem nam ta pogoj nekako odpade, še vedno pa lahko razmišljamo ob vseh drugih omejitvah. Tam bi se pa potem zvlekel, ampak sej pravim zgleda, da ga je novinar potem takoj na miru pustil, pa je bil zadovoljen in to je bilo to. Novinar ni prebral članka? Še ni bil napisan takrat. To je bila spodbuda šele za pisanje članka. Ne, je bil pa kar en matematik. Prosim. Na kakšen način bi se pa spravili poiskači ostale 4 možnosti, recimo za 8 ekip? Rekli ste, da je 6. 6 jih je, ja. Izomorfnih, zdaj smo jih pokazali. Ja, zdaj smo pa tam, ker pa vse ni to toliko moj področje, kot sem rekel, da je. Jaz se sicer ukvarjam s teorijo grafov, ampak ne pa toliko s to faktorizacijo. Jaz mislim, da na podlagi teorije grafov, da bi se pa dal, najbrž bi bilo treba, pa mogoče. Vem, da v članku tem za 12 ekip, vem, da pride v zadje potem že grupe avtomorfizmov grafov in tako dalje in na podlagi tega so oni šli iskati tisto cifro 530 milijonov. Tako da, kaj pa vem, mogoče pa to zdaj ali zate nek izziv, ali zame, ali pa izziv predvsem, da en članek najdeva pa prebereva, kako je bilo to rešeno. Ja. Še kaj? Še eno vprašanje o atletiki. Ko smo na začetku govorili o različnih oblikah stadionov, ne? Recimo tistega grškega ste primerjali z bolj sodobnimi. Tam v grškem sta bili stranici zelo dolgi, ne? 180, ja. Ja. Medtem ko ta optimalen ima pa krajšo dolžino ravnih pa... Ima pa krajšo dolžino. Kaj bi se zgodilo recimo v primeru, dobro, zdaj malo ekstremno primerom, če je bil stadion zelo podoben kvadratu, da bi imeli torej 4 ravne stranice, pa samo zelo majhne koščke, ki bi bili ukrivljeni. Bi bil rezultat nekje vmes med grškim pa tem sodobnim? Ja. Tem špekulirati. Ali težko reči brez podrobnosti? Vprašanje, ker bi bil zavoj, bi bil spet kar oster, se mi zdi. Zdaj ne vem. Ja. Skoraj krog dobili, ne? Ne, sem mislim, da je zelo dolge ravne stranice, pa zelo kratke četrtine kroga. Koliko pri bejzbolu tečejo, ne?
Ja, bejzbol ima neko to. Bejzbol je v diamant sicer, v diamant je narejen. Mislim, da ni popolnoma štirikotnik, ampak da je diamant. Zdaj, ne vem sicer ozadja tega, zakaj točno diamant, ampak mislim, da je diamantna postavitev. Ja. V bejzbolu je lahko vedno, če sumi, da bo uspel priti do druge baze, niti slučajno ne teče ravno na prvo bazo, ampak že zajema... Zavoj, da bo lepše uspel. Ja, seveda. Ne. Po mojem čist ne pravi. Jaz mislim, da tudi ne, no, ker bi... Ja, ker na kvadratu na ostrem zavoju v bistvu moraš tako obrat narediti, no, da z veliko hitrostjo ne bo šlo. Se pravi, jaz mislim, da je slabše. Zdaj, čist natančnih podatkov sicer v tej primerjavi nimam, ampak predvidevam, da je bil grški po rezultatih, vsaj po modelu, slabši od obeh tistih dveh. Mogoče bi pa nekaj vmes bila varianta, recimo bi vzeli kvadrat, to bi pa radije vmes naredili, tako da bi znesli. Pa jaz mislim, da so kar dobro zaračunali pa približali tale modern atletski stadion, da ustreza temu, da poskušajo rekorde še naprej postavljati. Ja, mogoče sem to pozabil povedati, da pri vseh teh raziskavah, katera proga pa mislite, da se je izkazala za najhitrejšo. Sicer so upoštevali še veter in nadmorsko višino, veter in tako naprej, ampak kaj se je na koncu izkazalo? Zame je bil sicer malo presenečen, ampak ja, dobro, zdaj, če greš pogledati rezultate, malo razmišljaš, mogoče ni toliko presenečenje. No, kakšna ideja? Je to rezultat, bi rekel, statističen na osnovi realnih podatkov ali je tak? Nekaj je bilo realnih, nekaj je bilo pa tako modela, se pravi, ne čisto realno. Ja, ker v realnosti morate dodati eno komponento zraven. Da tam posortirajo, recimo za finale najhitrejšega daka je četrta proga je, najhitrejši izbira četrto progo. No, vam bom povedal, 8. proga se je izkazala za najboljšo. Je teoretično pa razlike majhne. Kje pa bistvo četrte proge je pa, ja, več pogledov, en pogled je tudi ta, da naj bi imel tekač četrte proge najboljšo kontrolo nad sotekači. Zdaj, ko se gre za svetovni rekord, mogoče to ni toliko pomembno, ker je tekač osredotočen na tisto. Ko se gre za olimpijske igre, pa za tisto zlato, pa navadno tekače ne zanima toliko rekord, kolikor zlata medalja in tam imajo pa radi kontrolo nad nasprotniki. In če se spomnite Usaina Bolta na 100 metrov, ne vem kjer prvenstvo, je tekel in ko je videl, da ima vse pod kontrolo, se je preprosto ustavil in pri trimčku v cilj, čeprav bi mogoče lahko postavil nek hud rezultat, ampak njemu se je takrat šlo samo za zlato medaljo. Tako da... To, da lahko postaviš milijon rezultatov. Tudi zato, ja. Sej tudi Sergej Bubka je v višino skakal in je popravil rekord po 1 centimeter in za vsak centimeter dobil veliko denarja, čeprav je bil sposoben že par let nazaj najbrž preskočiti višino, ki jo je na koncu preskočil. Ja. Tam v bazenu so pa realni problemi zadnjih krok, ne? Pride pa je do interference odboja. Res je. To muči plavanje, kot pa srednja proga. Je res, ja. Z razlogom se vsi borijo za dober, ja, ker pa spet dobijo najboljši notranjo, se pravi četrto, tretjo, peto progo. Ja, res je. Kaj je torej najhitrejši stadion, že na Bonifiki? Mislim, da ga niso dali v raziskavo, ampak škoda. Aha. No, torej odgovor je? Bonifika. Ne bi vedel. Ne. Ja, lih vsega pa nisem mogel prebrati. Mogoče... Vprašanje je odgovor. Vprašanje je vlade čakamo. Vprašanje je blokira proge najhitrejše. Kaj je? Vprašanje je blokira proge najhitrejše. Ja. Potem bilo še. Ja. Če ne bi s tem uradnim delom zaključili, hvala lepa še enkrat predavatelju.
predavanje. Hvala. Hvala lepa. Da si se zval povabilo. Hvala za povabilo. Hvala tudi vsem, da ste prišli. Ne še odhajati. Še za učitelje, bi se daj razdelil seminarske naloge, lahko prosim zdignete roko učitelji, ki ste prijavljeni na zadobitveni program.